Kaj so davki? Kaj so to? A ti veš, kaj so davki? Kaj pa ti? A ti veš, kaj so davki? Kako to, da noben od vaju ne ve, kaj so davki? Mami, kaj so davki? Ti bom poskušala razložiti, kaj so davki. Prav? No, in poslušaj. Okej. No, pa me poslušaj. Torej, davki in druge dajatve so nujno potrebni za normalno delovanje vsake države. Plačujejo jih fizične in pravne osebe iz svojih dohodkov in tudi iz premoženja. Pobiranje davkov je v javnem interesu. Davčni organi pri izterjavi davkov uporabljajo cel spekter različnih instrumentov. Pri obračunavanju davkov se ne moremo sklicevati na neznanje. Nepoznavanje davčnega prava škoduje. Davke je treba obračunati v skladu z zakoni in jih tudi pravočasno vplačati na pravilne račune. Ampak davčna zakonodaja se nenehno spreminja. V Sloveniji pa seveda še bolj, saj mora Slovenija tudi davčno področje približati evropskemu pravu. Zaradi vstopa v Evropsko zvezo, veš? To pa seveda tudi malim podjetjem in zasebnikom povzroča velike organizacijske stroške in negotovosti pri poslovanju. Si me razumela? Joj, kaj pa naj zdaj naredim? Že vem, ti bom poskušala narisati. Poslušaj in glej. Davek je finančna ali druga obremenitev davkoplačevalca. Določi, predpiše in pobira ga država. Neplačevanje davka se zakonsko obravnava kot kaznivo dejanje. Poznamo več vrst davkov. Zemljiški, dohodninski, premoženjski, davki na porabo, pa še bi jih lahko naštevala. Sedaj ti bom pa na koncu povedala še eno veliko skrivnost. Pridi bliže, da naju nihče ne sliši. Torej, ali veš, kaj davki naredijo z ljudmi? Poglej, ti pokažem. Iz veselega in debelega naredijo suhega in žalostnega. Kaj pa imam jaz od davkov? Da lahko hodiš v vrtec, v šolo, da ti gospa zobozdravnica lepo pregleda zobke, da lahko ponoči lepo mirno zaspiš v svoji postelji in da lahko vsak dan se mirno igraš v parku. To imaš pa ti od vseh teh davkov. Si zadovoljna? Ja. Bratec, a ti veš, kaj so davki? Ne. Pridi, ti bom pokazala.